Po remiju v 21. krogu in zmagi v gosteh pri Garminu Šenčurja so se Dravinji kazale možnosti približanja mestom, ki bi jo lahko obdržale v igri za obstanek v drugi slovenski nogometni ligi. Dravinja je zasedala pred 23. krogom še vedno zadnje mesto na lestvici, v pričakovanju ponovne bere 3 točk in domačem igrišču pričakala goste iz Kalcerja iz Radomlja. Sredine igrišča so pričeli domači nogometaši, ki so poskrbeli tudi za prvo obetavnejšo akcijo z možnostjo zaključka žoge v mreži gostov. V 9. minuti je po podaji Štanteta z okoli 25 metrov poskusil Čakš, nenatančno, žoga mimo gola. 13. minuta, priložnost za goste, strel v okvir vrat, Radan odbije žogo v noge Seferovića, ki strelja z okoli 6 metrov na srečo Dravinje preko prečke. V 21. minuti ponovno priložnost za Dravinjo. Lepa podaja Černeca v kazenski prostor gostov, Čander nekoliko prepočasen. 24. minuta, akcija domačih. Podaja Čandra z roba kazenskega prostora, poskus Čakša točno v roke gostujočega vratarja Juračiča. V 25. minuti je sledil napad gostov, poskus Cankarja z okoli 30 metrov, Radan zanesljivo. 30. minuta, prvi gol na tekmi, v kazenski prostor poda Čakš, žogo nespretno izbije Kostica Krausa, ki zabije za 1-0 za Dravinjo. 2 minuti kasneje je priložnost za goste z okoli 20 metrov iz prostega strela, lepa obramba domače mreže za vratarja Dravinje Radana. Sledi napad domačih, podaja Čandra v kazenski prostor gostov do Nagića, strel z okoli 12 metrov, tokrat odlično gostujoči vratar Juračič. 40. minuta, kot za domače izvaja Kek, z glavo poskus Nagića, nenatančno. V 42. minuti drugi gol na tekmi. Po prekršku vratarja gostov Jurančiča nad Čakšem, ki mu je v kazenski prostor lepo podal Naglič, sodnik Janžeković ne odkleva in pokaže na belo točko. Zanesljivi izvajalec 11 metrovke je tokrat Čander. 44. minuta, priložnost za goste, podaja Cankarja v kazenski prostor, z glavo poskus Zalaznika, Drašković na mestu. V zadnji minuti prvega polčasa hladen tuš za Dravinjo. Z roba kazenskega prostora vrhunc, Radan odbije žogo v noge Barukčiću, ki zmanjša vodstvo Dravinje na 2-1. Drugi polčas se je pričel bolje za Dravinjo, v 56. minuti povišanje vodstva na 3-1. Podaja Čakša do Čandra, iz roba kazenskega prostora premaga vratarja gostov Juračiča. 63. minuta ponovno priložnost za Dravinjo. Prosti strel Keka v daleč, v okvir gola vratar gostov na mestu. V 79. minuti drugi gol za Kalcer. Podaja Barukčića sredina igrišča na rob kazenskega prostora do Zalaznika, ki poda žogo do Smukalca, ki realizira zmanjšanje vodstva Dravinje na 3-2. Pritisk gostov se je stopnjeval. V 81. minuti prosti strel v daleč, vratar Radan zanesljivo. V 85. minuti priložnost za Dravinjo. Podaja Štanteta na rob kazenskega prostora do Čandra, strel preko prečke gostov. Ključni trenutek na tekmi se je zgodil v 86. minuti. Drugi rumeni karton za Draškovića in posledično izključitev. Po izključitvi prosti strel za goste, strelec izenačujočega gola na 3-3 je Kosec Gregor. Gosti so z igralcem več pritiskali še naprej. V 89. minuti obilica sreče za domače. Podaja Smukalca v kazenski prostor, z glavo nenatančno za Zalaznik. Ob koncu tekme v 91. minuti še zadnja priložnost za zmago za goste. Domači obrambi pobegne Seferović, strel z okoli 10 metrov, odlično domači vratar Radan, ki ohrani izid nespremenjen. Dravinja Kalcer 3-3. Tekmo je pred okoli 100 gledalci sodil glavni sodnik Janžeković, ki je igralce pomiril s po 4 rumenimi kartoni na vsaki strani. Žal je za domače 2 dobil Drašković in posledično z rdečim zapustil igrišče. Dravinja je igrala dobro, praktično je imela tekmo pod kontrolo do ključnega trenutka ob zaključku v 86. minuti, ko so na krilih igralca več poleteli gosti iz Radomlja. Naslednjo tekmo je igral v 24. krogu Dravinja v gosteh proti drugouvrščeni ekipi Rolteka iz Dobra. Težko je verjeti, da bi mladim igralcem Dravinje še uspel preboj zadnjega mesta, saj v zadnjih 4 krogih igra proti moštvom z vrha lestvice, Roltek in Krka. 2 tekmi pa tudi doma proti Šampionu in v zadnjem krogu 26. maja proti Krškemu.